Hvala. Zdaj bi pa napovedal multimedijski slovarji znakovnega jezika. Kako so vključeni potencialni uporabniki? In vabim gospod Žano Juvan ali pa gospoda Klemena Pečnika. Hvala. Greva pa zelo veliko na področju slovenskega znakovnega jezika, predvsem z merjenjem uporabniške izkušnje in pa tudi z 3D avatarji, na kakšen način jih narediti, kako jih narediti in uporabiti za to, da bodo to, kar delajo, opravljali učinkovito in pa tudi zanesljivo. Za začetek čist majhen osnov, se pravi pravica do dostopa informacij v maternem jeziku, nekako je tisto, kar bi moglo biti po osnovi zagotovljeno, omogoča enakopravnost, tudi sodelovanje in pa boljšo vključenost v družbo. Hkrati so slovarji pomembni za to, da podpremo lahko različne učne procese in pa na standardiziran način prikazujejo in nekako omogočajo razumevanje kretenj. Klasičen pristop, kot ga poznamo pri slovarjih za govorjeno oziroma pisano besedo, nekako ni primeren, tudi se pravi opremljenost in pa vsebina, ki se tam noter pojavlja, je za znakovni jezik neustrezna, tako da potrebujemo dodatna komunikacijska sredstva in pa drugačne pristope. Poznamo več tipov slovarjev, se pravi lahko take za učenje oziroma tudi take, ki samo omogočajo razumevanje različnih pojmov, pa pomagajo začetnikom. Tisto, kar je pa mogoče še bolj pomembno za razumevanje besedišča, kretenj ali pa jezika, je pa seveda tudi taki, ki omogočajo razlago, pa so tudi namenjeni tudi za bolj napredne uporabnike, pa za bogatenje samega jezika. Pri izdelavi slovarja znakovnega jezika je priporočljivo oziroma super, če imamo hibridni pristop, se pravi, da je lahko vsestranski tudi ne glede na predznanje in pa lahko spodbujamo tudi razvoj, učenje in pa nekako enak dostop do informacij. V zgodovini so se na začetku najprej pojavljale seveda tiskane oblike slovarjev. Tiskana oblika slovarjev pomeni, da smo imeli neke slikce, besedilne razlage, organizacijo po abecedi. Smo pa tukaj malo omejeni, se pravi, predvsem pri tiskanih slovarjih. To pomeni, da je težje iskati, še posebej pa tega ne gre po kretnjah, ampak zgolj po abecednem vrstnem redu. Kasneje so se pojavljali razni notni zapisi, kjer je bil z simboli, so zapisani znakovni jezik oziroma te kretnje. Izboljšana je kategorizacija, tudi bolj učinkovito imamo lahko iskanje tudi po značilnosti kretenj. Še v nadaljevanju so se začeli pojavljati 2D videoslovarji, se pravi s klasičnimi videoposnetki, kjer je bil zelo velik napredek narejen tudi v Sloveniji, se pravi tudi slovenski slovar slovenskega znakovnega jezika je bil izdelan že zelo zgodaj, se pravi tukaj vidimo že več kot skoraj 30 let star primer. V drugih oblikah, se pravi recimo v danskem primeru, predvsem mlajši, se pravi 15 let kasneje, tudi vidimo z veliko več dodatnimi opisi, podatki, pogledi, kar je mogoče tudi omogočilo boljše pa lažje razumevanje v zadnjem času, se pravi se pogovarjamo veliko več tudi z 3D avatarji, pa mogoče s 3D prikazom, tudi s posnetki, 3D posnetki. Mi smo poskušali tudi to že delati, da smo tolmača posneli s 3 zornih kotov. Imamo pa seveda tukaj potem malenkost več izzivov, kako zagotoviti zares ustrezno obrazno mimiko, artikulacijo. Hkrati imamo pa mogoče malenkost več možnosti pri samem prikazovanju in pa pri sami interaktivnosti. Trenutne raziskave, ki potekajo na tem področju, se bolj osredotočajo predvsem na zajem gibanja, uporabe umetne inteligence, čeprav jaz te besede ne maram, ker pravim, da to ne obstaja, ampak imamo samo boljšo pametnost, ne pa umetne inteligence. Predvsem pa razširjena resničnost, obogatena resničnost, mešana resničnost, kjer nekako poskušamo združevati različne tehnologije in s tem omogočati boljše razumevanje, boljšo prezentacijo in pa tudi lažjo uporabo. Kako zajeti celotno kompleksnost znakovnega jezika, ki je načeloma zelo bogat, ima različne variacije, narečja, v vsaki državi obstaja svoj znakovni jezik, je kar zanimiv izziv.
In tukaj recimo za razliko od prostorskega zaznavanja, kjer lahko z različnimi oblekami video obdelavo zaznamo gibanje v prostoru, je obrazno mimiko veliko težje preslikati na 3D avatarja in pa tudi subtilni gibi, se pravi, tolmači imajo veliko več v govorici telesa, kot pa lahko to neposredno z umetno inteligenco in pa klasičnim avatarjem zagotovimo. Tisto, kar smo pa mi spoznali in v katero smer usmerjamo največ naših raziskovalnih zmogljivosti, je pa poudarek na uporabnikov in pa predvsem načrtovanje ustrezne uporabniške izkušnje. Namreč tukaj zdaj izhajajo tudi naše glavne ugotovitve. Interaktivnost kot ena od ključnih lastnosti, nekaj, kar je zares pomembno pri sodobnih slovarjih, nam omogoča, da lahko posnetke ustavimo, da naredimo premor, da pogledamo z druge strani, recimo pri 360-stopinjskih pogledov, da pogledamo z različnih zornih kotov. Namreč, če gledamo samo z ene strani, je zelo težko prepoznati globino, je to ob telesu, malenkost bolj stran, kakšen je bil gib roke, še posebej, ko smo bolj na začetku. Prednosti multimedijskih slovarjev so seveda tudi v tem, da lahko zelo neomejeno dodajamo nove informacije, izboljšujemo tisto, kar je že narejen, dodajamo nove števile, nove vnose, nam omogoča hitre posodobitve, popravke, nove funkcionalnosti. Praktično ogromno nekih dodatnih možnosti dobimo s tem, ki jih recimo v tiskanih oblikah ali pa v takih bolj enostavnih zadevah ni bilo mogoče niti predvideti, niti uporabiti. Zdaj pa na tisti del, kjer mislimo, da moramo dati bistveno več pozornosti, so pa uporabniška testiranja. Tukaj se nekako naslanjamo na metodologijo k uporabniku usmerjenega načrtovanja, se pravi user-centered design po angleško, ki nekako združuje različne aspekte in tukaj nekako poskušamo zagotoviti, da v okviru teh raziskav oziroma tazga načrtovanja nekako zadeva slovar postane uporaben, se pravi izpolni tudi svoj predviden namen, da je učinkovit in zmanjša trud, ki ga porabimo za to, da dosežemo cilje, in pa da je tudi uporabnik zadovoljen, se pravi, da je zadovoljen s tem, kako interaktira z slovarjem, s tem, kaj dobi in da ima privlačno uporabniško izkušnjo. Na koncu je seveda pomembno tudi uporabniško testiranje, se pravi, za katerokoli storitev, aplikacijo, ki jo naredimo, je pomembno, da preverimo, potestiramo tudi z ciljnimi uporabniki, z vsemi skupinami ciljnih uporabnikov in ne samo z eno. Tukaj bi mogoče rad poudaril, da se pogosto začnemo spraševati o uporabnikih šele na koncu, se pravi, ko je storitev že narejena, ko je aplikacija aktivna, namesto že v fazi samega načrtovanja. Tudi ta del je zelo pomemben. Ko smo naredili pregled področja, pogledali, kaj trenutno se na tem področju dogaja, odvija, smo ugotovili, da je večina razvoja teh slovarjev, multimedijskih slovarjev, osredotočenih predvsem na funkcionalnosti, kako bomo to sprogramirali, kje se bo to nahajalo, kako bomo nekaj posneli. Predvsem se je bilo mogoče za naše pojme prevelik poudarek na vrednotenju tehničnih meril. Kaj pa manjkalo? Večina rešitev, ki smo jih našli, da obstajajo, in tudi znanstvenih zapisov, se pravi člankov, ki smo jih pregledali, smo nekako zasledili, da zelo malo se poroča o zares merjenju uporabniške izkušnje in pa merjenju z realnimi končnimi uporabniki. Tudi zanimivo je bilo, da smo v okviru različnih konferenc, kjer smo sodelovali tudi mednarodnih, pogosto srečali več uporabnikov, ki so bili prav zaradi tega zelo nezadovoljni, namreč nekako so se čutili odrinjene, tukaj so nam dali neko rešitev, ki za nas ni primerna, ampak češ sej, boste veseli, da ste nekaj dobili. Zdaj, izvedena testiranja, kar jih je bilo v okviru teh raziskav, so pogosto vključevale neciljne uporabnike. Se pravi, naredili smo slovar recimo za gluhe, pa smo probali to s nekaj uporabniki normalno, udeležencev pri recimo predmetu. Naredili smo slovar, pa smo probali to z razvijalci, programerji pa našimi komercialisti. Se pravi, nismo vključili tistih zares končnih uporabnikov, pri tem smo pa še uporabljali različne metodologije in pristope, ki, vsaj po našem mnenju, niso mogoče vedno najbolj primerni. Redki se pa zavedajo, koliko pomembno je zares temeljitost testiranja in vrednotenje uporabniške izkušnje in tudi razvoj uporabniške izkušnje, ki jo pogosto spregledamo tudi v rešitvah, ki jih razvijamo, ne samo za gluhe in naglušne ali pa za osebe z različnimi oviranostmi, ampak nasploh.
Zdaj, ciljni uporabniki so za nas odvisni od tega, zakaj se uporablja sama storitev ali aplikacija. Bistveno je razumevanje skupin, se pravi, da tudi uporabnike razdelimo v ustrezne skupine. Recimo slovar znakovnega jezika ne bodo uporabljali samo gluhi, bodo uporabljali slišeči, gluhi, mogoče tudi kakšni druga skupina, ki jo lahko na tak način zaključimo. Dejstvo pa je, da recimo slišeči se lahko bistveno lažje prilagodimo, najdemo bistveno več informacij in pa razumemo veliko več stvari kot pa gluhi. Se pravi, naša ciljna skupina in kje bi mogli biti več poudarka, so seveda potem gluhi. Kategorije uporabnikov so tudi potem lahko razdeljene glede na njihovo znanje, glede na njihovo uporabo jezika, pa ne bodo to začetniki, napredni začetniki, recimo tudi za naju, ki so, lahko rečem začetnika, kar se tiče znanja znakovnega jezika, ker ga zares ne znava dobro, pa se poskušava naučiti, ampak narediti pa tudi nekaj dobrega na tem področju, pa do usposobljenega strokovnjaka ali pa tudi do tolmača v končni fazi, bogatimo slovar slovenskega znakovnega jezika, vsak mesec pride kakšna nova beseda v slovar in ko se bogati slovar, se lahko bogati tudi naše znanje in učenje novih kretenj je lahko na tak način bistveno boljše. Te smernice nekako predvideva, da vključimo čim več oziroma vključujemo vse uporabnike, da prilagodimo metodologijo glede na samo skupino in na znanje teh uporabnikov. Pri samem izvajanju meritev in testiranja moramo pa seveda upoštevati tudi zakone in pravila glede na državo. Recimo za Slovenijo je obvezna prisotnost tolmača, kar ni v vseh državah enako in je potem recimo zanimivo, ko dobiš komentar na neko delo, ja, ne bi smel biti tolmač prisoten na uporabniškem testiranju. V našem primeru more biti, ker je pač tako tudi pravi zakon, upoštevati treba tudi časovne omejitve, pa na koncu še tako imenovan GDPR, kjer nam povzroča lahko veliko težav, ampak hkrati pa lahko rečemo, da to ščiti nas kot uporabnike oziroma testiranje. Moramo imeti zadosten čas za testiranje in interpretacijo rezultatov. Zelo pogosto se zgodi, da smo sploh v akademski sferi naravnani k temu čim več, tem boljš, ampak pogosto je potem premalo časa za posameznega uporabnika in potem hitimo in omejujemo to uporabniško izkušnjo. Ugotovili pa smo, da je sproščenost ključna za to, da dobimo dobre rezultate. In pa na koncu cilj, tisto, ki pa hočemo slediti, pa dobiti, je pa čim boljši končni izdelek in prilagojen končnemu uporabniku. Tisto, kar nekako smo tudi v okviru našega raziskovalnega dela poskušamo zagotoviti, je razvoj orodja za merjenje uporabniške izkušnje, ki je popolnoma prilagojen gluhim in naglušnim. To bo, upam, da tema naslednjega DGIN dogodka, da ga bomo tudi predstavili. Ki omogoča dejansko merjenje uporabniške izkušnje in pa delo z realnimi uporabniki tudi brez prisotnosti tolmača oziroma tudi nadaljavo. Se pravi, da lahko izboljšamo doseg merjenja uporabniške izkušnje. Potrebne so seveda dodatne prilagoditve metodologij in vprašalnikov in tukaj predvsem ciljamo na to, da so prilagojene za vse skupine, ki so tudi naši ciljni uporabniki. In pa tisto, kar je tudi za nas trenutno pomembno, v okviru več projektov, ki jih izvajamo, so pa uporabo sodobnih tehnologij in pristopov, čeprav se včasih zdi hecno, ampak recimo mi že testiramo tudi, kako bi lahko očala za navidezno resničnost uporabili za slepe. Super zadeva, saj slep ne vidi, kaj je v očalih, ampak očala pa zelo dobro vidijo okolico, pa se zavedajo svoje okolice. Tako da včasih tehnologija, ki mogoče na prvi pogled ni primerna za uporabo za določeno skupino, lahko prinese marsikaj dobrega. Kaj želimo doseči? Predvsem boljšo informiranost in pa boljšo vključenost vseh uporabnikov. Tako da to je bil tudi cilj našega dela, pregleda področja. Res mi je žal, da smo ugotovili, da se zelo malo uporabnikov vključuje v taka testiranja. Če pa že se, je pa zelo malo o tem napisanega, se pravi, ne najdemo velik del, ki bi poročal o tem. Tako da jaz vam zahvaljujem za pozornost. Če je pa kakšno vprašanje, verjamem, da se je že porajalo, tudi med predstavitvijo, sem pa tukaj na voljo, lahko pa tudi med odmorom naju pocukate za rokav. Hvala. Hvala. Mikrofon. Pride še mikrofon, ja. Pa imamo še potem eno vprašanje iz Zooma. Super. Oziroma dve. Mi veliko delamo v praksi, ne? Vi ste zdaj predstavili raziskovalno nalogo. Ali ste v tej raziskovalni nalogi tudi razmislili, kje vse bi zadevo implementirali in pa na kakšen način?
O ja. Samo morda par besed o tem. Se pravi, zdaj, tisto, kar smo mi raziskovali, kar se tiče samega orodja za merjenje uporabniške izkušnje, praktično povsod. Kjerkoli se kakršnakoli rešitev razvija ali pa je že razvita, lahko preverimo uporabniško izkušnjo tudi s tem orodjem. Tista druga zadeva, kjer smo se pa pogovarjali o samem razvoju recimo 3D avatarjev, pa vedno tudi to, kar smo mi testirali, govorimo, da je to uporabno zgolj in izključno za omejeno besedišče, kjer mi izberemo parametre in se zares prilagajajo naprej pripravljene kretnje, sestavljajo skupaj. Naredili smo tudi že uporabniško testiranje z približno 40 udeleženci in so bili praktično rezultati predobri. Mi smo bili zelo nesrečni, ker so bili rezultati predobri, ker potem ne veš, kaj treba izboljšati. Zato smo po tem testiranju imeli tudi polstrukturirane intervjuje, kjer smo izvedeli, kaj še narediti, da bo pa ta zadeva še boljša. Torej lahko pričakujemo v doglednem času tudi nek produkt, ki ga bo lahko nekdo dodal na svojo spletno stran in rekel, zdaj mi pa to prevedi v slovenski znakovni jezik. Tukaj mi vidimo bolj rešitev v smislu za obvestila na železniških postajah, avtobusnih postajah, o zamudah vlakov, spremembo perona, vremenskih napovedih, obveščanju ob nekih naravnih nesrečah, kjer imamo ciljne uporabnike, že vemo, kdo so ciljni uporabniki, vemo, kaj bomo povedali, samo še ne vemo, kaj točno, izberemo parametre in ja, v bistvu taka rešitev nekako pričakujemo v zelo doglednem času, da bo na voljo v sodelovanju s partnerji na projektih, pa mogoče celo tudi še kakšna bolj avtomatizirana, da bo res v realnem času delovala. Ok, hvala. Hvala. Potem bi pa predal besedo gospe Tatjani Velcer preko Zooma. Zdaj sem dodal, da lahko gospa postavi vprašanje. Dober dan, pozdravljeni. Javljam se vam kar oddaleč iz Porta in pravzaprav samo komentar bi dodala z vso predstavitvijo, se seveda več kot strinjam z ugotovitvami tudi. Tudi mi smo bili vključeni in smo še vključeni v razne projekte z avatarjem, pri čemer je naš koordinator iz Portugalske, iz Porta, kjer se trenutno tudi sama nahajam. In naša prva aplikacija avatarja, ki je bil tukaj razvit z sodelovanjem tudi ekipe iz Laboratorija za podatkovne tehnologije Univerze v Mariboru, je bil prav nakup vozovnic za metro in je bil razvit v 5 različnih znakovnih jezikih in je deloval na postaji metroja približno leto dni in pol v Portu. Tako da vse, kar je povedano, imamo mi tudi bogate izkušnje z tem in smo to tudi precej uspeli izkusiti od problemov, ki jih živi tolmač, lahko bolj sofisticirano izvaja. Tukaj smo uspeli narediti celo nekaj napredka do tega, da so uporabljali uporabniki to za nakup vozovnic na metroju v Portu. Želim vam uspešen dan naprej, žal mi je, da ne morem sodelovati, bom pa poskušala sodelovati maksimalno na Zoomu. Hvala, nasvidenje. Hvala. Potem pa predajam besedo še gospe Jeri Rak, ker je tudi dvignila roko. Ja, lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo. Sem Jera Rak, sem mama slepega otroka, ki obiskuje osnovno šolo z rednim programom. Jaz sem prej želela komentirati, ker ste vi, gospod Bogdan Cerovac, imeli svoj prispevek, pa se očitno ni zaznala moja rokca. Jaz sem hvaležna za vse te uvodne besede, predstavitve, pozdravljam take konference, ki seznanjajo, zaveščajo. Veliko je bilo govora strani predstavnikov ministrstev, koliko je potrebna enakost, vključevanje, dostojanstvo invalidov tudi na digitalnem področju. Ampak kot starš pa podpiram in opozarjam na pravico do enakopravnega dostopa, ki se ponudniki digitalnih vsebin premalo zavedajo, to smo ugotovili skupaj. Posledično senzorno ovirani uporabniki spleta, to se pravi konkretno slepi, slabovidni, gluhoslepi, ti so najbolj deprivilegirani uporabniki spleta.
Tudi sama se osebno zahvaljujem vsem, ki se trudijo za vključujoč digitalni svet. Bi pa rada opozorila na realno sedanjost, na neke vrste izključenost. Če pogledamo samo proces vzgoje in izobraževanja, glejte, v Sloveniji je trenutno 18 slepih otrok v osnovnih in srednjih šolah skupaj, ki delajo po rednih programih in delajo po metodu za slepe. In ti otroci že vrsto let s 1. septembrom nimajo zagotovljenih prilagojenih obveznih učnih gradiv. Večinoma bi potrebovala zgolj ustrezno digitalno prilagojena gradiva. A si morate misliti, v 21. stoletju država, to se pravi konkretno Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z vsem znanjem strokovnjaki, ni sposobno sistemsko in pravočasno zagotoviti prilagojenega gradiva za peščico otrok. Starši slepih otrok že več kot desetletja to opozarjamo, odgovorne na te zapostavljene pravice naših otrok v tem obveznem procesu vzgoje in izobraževanja. Tako da, glejte, starši bomo veseli, starši senzornih otrok invalidov, bomo veseli, če se bo naredil korak naprej v sistemskih rešitvah recimo do osnovne digitalne dostopnosti, kaj šele vse te nadstandardne, ki se zdaj pogovarjamo. Tako da se zahvaljujem za to možnost. Pa še mogoče komentar za gospoda Klemena Pečnika. Glejte, v društvu Svetloba bomo člani z veseljem sodelovali pri vaših poskusih. Tako da hvala lepa. Hvala. Imamo pa še, to bo verjetno kakšen komentar še potreben od nekoga. Zdaj pa predajam besedo gospodu Mateju Verbajsu. Bogdan. Ja. Okay. Jaz bi tukaj mogoče samo dodal, z zakonom o dostopnosti do produktov in storitev za invalide se tukaj občutno izboljšujejo zahteve glede dostopnosti učnih gradiv. Vsako učno gradivo ima svojo ISBN številko in vsa gradiva, ki so v tem trenutku v digitalni obliki, se pravi v obliki e-knjig, bojo morali biti po novem zakonu dostopne. Jaz osebno sicer dvomim, da bo vsem založbam to uspelo narediti do sredine naslednjega leta, ko zakon začne veljati, zato ker, moram poudariti, država ni čisto nič naredila na promociji tega zakona in na podpori temu zakonu. To je ena glavna problematika glede dostopnosti na splošno, da država to, ne glede na to, na velike besede vseh uvodnih govorcev, na tem področju dobesedno ne dela nič. To moramo poudariti, ampak založbe so k temu vsaj nekatere že pristopile in izboljšave sigurno bodo, bojim se pa, da ne do naslednjega leta. Se pravi, stvari grejo v pravo smer, ampak občutno prepočasi, to se moram pa z vami strinjati. V okviru laboratorija izvajamo tudi usposabljanja glede dostopnosti. Trenutno imamo ogromno udeležencev tudi iz ministrstev, ki so zelo presenečeni, da bodo čez en let mogli imeti dostopne vsebine. Hvala.